Državni denar za obnovo cest je letos zagotovljen samo za poplavna območja. Povsod drugje bodo morali to sprejeti z razumevanjem, je na obisku v Velenju povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Velenjčani že vrsto let zaman opozarjajo na povsem dotrajane državne ceste, ki pa jih še poslabšuje graditev tretje osi. Gradbeni stroji tako hrumijo tudi po cestah mimo šol in vrtcev. Prispevek Metke Pirc. Graditev tretje osi pozdravljajo, a državne ceste so v katastrofalnem stanju. Na to velenjski župan Peter Dermol zaman opozarja že vrsto let. Gradnja in tovorni promet poteka izključno po središču našega mesta, mimo zdravstvenih ustanov, mimo šol. Seveda tukaj smo že bili pred leti dogovorjeni, da se bo tudi ta izziv, ki je tukaj v Velenju, seveda rešil skupaj z ministrstvom, vendar na žalost korakov naprej ni. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek deloma pritrjuje, a ne le v Velenju, z razmerami se bodo morali sprijazniti tudi v drugih delih Slovenije. Kar se tiče pa novih projektov, pa veste, da je leto 2024 in to vedno znova poudarjam, pač leto, ko imamo denar zagotovljen praktično samo za popoplavno sanacijo. In jaz verjamem, da drugje po Sloveniji to pač morajo in morate razumeti. Se bo, to naredimo, potem gremo pa nazaj v tiste, bom rekla, stare tirnice. Težko sprejmemo dejstvo, da ni finančnih sredstev za sanacijo državnih cest, sploh ob dejstvu, da po drugi strani pa seveda vedno znova država najde finančna sredstva za dodatne storitve, bodisi na železnicah, bodisi za infrastrukturne projekte v samem središču naše države. V Velenju pa so zato ogrožena tudi že pridobljena evropska sredstva. Pred dnevi